Lepo pozdravljeni. Moje ime je Irena Verčič, predstavila vam bom splošne informacije o turističnem bonu in njegovi unovčitvi s poudarkom na tem, kar je pomembno za ponudnike. Turistični bon je vlada uvedla v tretjem paketu ukrepov z namenom izboljšanja gospodarskega položaja na področju turizma. Bon je predpisan v Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID, način njegove unovčitve ter povračila sredstev preko našega informacijskega sistema eDavki pa v uredbi, kateri del so trije predpisani obrazci. Obrazec za potrditev unovčitve bona, izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi in pa izjava upravičenca o prenosu bona. Bon ne bo izdan v fizični obliki, ampak bo evidentiran kot dobro imetje upravičenca v našem informacijskem sistemu. Bon bo deljiv in se bo lahko unovčil večkrat. Upravičenec pa bo lahko stanje svojega bona spremljal na eDavki. Upravičenci do bona so vse fizične osebe, ki so imele na dan 13. 3. 2020 v Republiki Sloveniji stalno prebivališče, ne glede na njihovo državljanstvo ali davčno rezidentstvo. Polnoletne osebe in osebe, ki bodo v letošnjem letu dopolnile 18 let, bodo dobile 200 evrov, ostale, mlajše osebe pa 50 evrov. Upravičencev do bona je cirka 2 milijona 50 tisoč, 1 700 000 polnoletnih oseb, 350 000 pa mlajših oseb od 18 let. To pomeni, da je ukrep vreden cirka 350 milijonov evrov, če bodo bon unovčili vsi upravičenci. Mladoletne osebe in pa polnoletne osebe, ki imajo skrbnika, bona ne bodo mogle unovčiti same, ampak ga bo zanje unovčil zakoniti zastopnik oziroma skrbnik. Bon se bo lahko unovčil za nastanitev ali nastanitev z zajtrkom. V primeru plačila te storitve z bonom, ponudnik ne sme zaračunati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Bon se bo lahko unovčil od 19. 6. do 31. 12. 2020. Prva novčitev, za katero se bo lahko unovčil bon, je iz 19. 6. na 20. 6., zadnja novčitev pa iz 30. 12. na 31. 12. 2020. Bon je prenosljiv in sicer med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, med zakonci, zunajzakonskimi partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena so stari starši, otroci, otroci zakonca, vnuki. Bon je prenosljiv na upravičenca na podlagi izjave, ki je določena z uredbo in se ne deduje. Bon je prenosljiv le enkrat v celotni vrednosti bona. Od bona se ne plača dohodnina, niti se ne upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja upravičenca pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Kje se lahko unovči bon? Bon se bo lahko unovčil pri ponudniku, pri poslovnem subjektu, ki je bil na dan 13. 3. 2020 vpisan v poslovni register Slovenije in v obratu, ki je bil na dan 13. 3. 2020 vpisan v register nastanitvenih obratov. Ponudnik mora opravljati eno od zakonsko predpisanih dejavnosti po SKD. FURS bo za namen unovčitve bonov in povračila sredstev ponudniku vodil in upravljal evidenco bonov, v kateri se bodo podatki hranili 5 let, nato se bodo izbrisali. Evidenca bonov je predpisana v zakonu, v uredbi pa je določen način vodenja in upravljanja evidence. V evidenci bomo imeli podatke o upravičencih do bona, podatke o ponudniku in obratu, v katerem je upravičenec unovčil bon, in podatke o izplačilu bona. Za namen ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za unovčitev bona in izplačila bona bomo v realnem času preverjali podatke o gostih iz knjige gostov, ki jih ponudniki poročate v sistem e-turizem za policijo. Podatke bomo preverjali tudi v registru nastanitvenih obratov. Nadzor nad ponudniki storitev bo izvajal Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
FURS pa mu bo za te namene zagotavljal zakonsko predpisane podatke. Ponudniki morajo hraniti obrazce iz uredbe in kopije identifikacijskih dokumentov gostov, ki unovčijo bon, do poteka zastaralnega roka za nadzor, to je 2 leti od dneva unovčitve bona. Način unovčitve bona preko našega informacijskega sistema in povračilo sredstev ponudniku oziroma v posebnem primeru upravičencu strani FURS je vlada predpisala z uredbo. Vlada je predpisala, da upravičenec plača storitev namestitve z bonom, razen če je pri ponudniku onemogočen dostop do našega informacijskega sistema. Gre za primere, ko ponudnik v obratu nima dostopa do interneta, to je nekaj planinskih koč brez interneta. V tem primeru bo gost plačal polni znesek računa, ponudnik mu bo o tem izdal potrdilo, iz katerega mora biti razviden znesek unovčenega bona in način unovčitve, ter v 3 dneh po odjavi gosta v naš informacijski sistem vnesel podatke za povračila sredstev bona upravičencu. V vseh ostalih primerih, torej praviloma, bo potrebno podatke, potrebne za unovčitev bona in povračila sredstev bona, vnesti v naš informacijski sistem takoj. Ta namen smo spletni portal e-davki dopolnili z novim delom, ki se imenuje receptorski portal. Postopek unovčitve bona bo potekal na naslednji način. Upravičenec mora na dan prihoda ob prijavi seznaniti receptorja, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Receptor bo rezerviral sredstva bona upravičenca, zato bo vnesel nekaj podatkov upravičencu v e-davke v receptorski portal. Bon bo unovčen na dan odhoda oziroma na dan, ko bo receptor za opravljeno storitev izdal račun. Pogoj za unovčitev bona je potrditev unovčitve bona strani upravičenca oziroma njegovega zakonitega zastopnika ali skrbnika. Upravičenec potrdi unovčitev bona z obrazcem potrditev unovčitve bona, ki je priloga 1 v uredbi, in kopijo identifikacijskega dokumenta, s katerim se prijavlja. Ponudnik storitve bo od Finančne uprave Republike Slovenije prejel sredstva na podlagi unovčenih bonov najkasneje v roku 30 dni oziroma 2-krat na mesec. Za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, se bo izplačilo izvedlo do zadnjega dne v mesecu, za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, pa se bo izplačilo opravilo do 15. dne v naslednjem mesecu. Sredstva unovčenih bonov pa znesku opravljenih storitev bomo nakazali ponudniku na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register. V uredbi sta še 2 obrazca, poleg tega, ki sem ga že omenila, s katerim se potrdi unovčitev bona. Priloga 2 uredbi je izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi. To izjavo mora receptorju predložiti tretja oseba, kadar z njo letuje mladoletna oseba oziroma polnoletna oseba, ki ima skrbnika, in želi tretja oseba za plačilo storitve koristiti bon te osebe. Na primer, če gre otrok na letovanje s sorodniki, sosedi, raznimi klubi in podobno. Priloga 3 v uredbi pa je izjava upravičenca o prenosu bona. To izjavo mora receptorju predložiti oseba, ki bo za plačilo storitve koristila preneseni bon. Na primer, če je babica prenesla bon na vnuka, mora vnuk ob prijavi na recepciji predložiti izjavo babice o prenosu bona. Še na kratko ponovimo vse o obrazcih. 3 obrazci so del uredbe. Priloga 1 je potrditev unovčitve bona. Vedno, ko gost unovči bon, mora to potrditi z obrazcem potrditev unovčitve bona in kopijo identifikacijskega dokumenta, s katerim se prijavlja na letovanje. V tem primeru bo ponudnik dobil en obrazec. Priloga 2 uredbe je izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi. Če mladoletna oseba ali polnoletna oseba, ki ima skrbnika, letuje s tretjo osebo in želi ta tretja oseba unovčiti bon mladoletne osebe, mora tretja oseba predložiti izjavo na recepciji, ko se prijavljata. V tem primeru dobite 2 obrazca,
obrazec potrditve unovčitve bona in to izjavo, ki jo mora imeti gost s seboj. Priloga 3 v uredbi je izjava upravičenca o prenosu bona. Če bo gost unovčil preneseni bon, mora priložiti izjavo. Tudi v tem primeru boste dobili dva obrazca. To izjavo, ki jo mora imeti gost s seboj, in pa obrazec potrditev unovčitve bona, s katerim bo potrdil unovčitev svojega bona in prenesenega bona. V obrazec potrditev unovčitve bona bo gost vpisal le svoje podatke, ker je preneseni bon njegov, v e-davke pa boste ponudniki vnesli tudi podatke o upravičencu, ki je bon prenesla.